Torej, kot veste, je tema današnjega predavanja jezikovna forenzika, ki je očitno zelo privlačno področje glede na vaš odziv in jasno, jaz se bom potrudila po svojih najboljših močeh, da ga bom predstavila. Obenem se bom pa ves čas trudila tudi, da podrem kakšen stereotip, ki se je v tem času vzpostavil v naših glavah, morda po zaslugi kakšne bombastične ameriške nadaljevanke, in si morda preveč predstavljamo, kako poteka jezikovna forenzika, da nek raziskovalec v kakšnih temnih letih s kakšnim povečevalnim steklom gleda ta besedila in prihaja do čudežnih zaključkov. Tako da vse skupaj bomo poskušali predstaviti, v kar se da realistični luči, vključno z omejitvami raziskav, ki jih raziskovalci iz tega področja izvajam. Predlagam, da kar začnemo z načrtom današnjega predavanja. Torej, v prvi točki bom predstavila, zakaj pravzaprav gre, kakšno je to področje jezikovne forenzike in kje se tovrstne analize najbolj pogosto uporabljajo. Potem v drugem delu, v nadaljevanju, bomo pogledali, kako se raziskovalci spopadamo s takimi izzivi, kakšne metode za to uporabljamo. Potem v tem osrednjem delu predavanja se bomo pa čisto konkretno posvetili enemu konkretnemu primeru, kjer nismo vedeli, kdo je neko besedilo napisal, želeli smo si to ugotoviti in bomo šli kar po vseh korakih, kakšno hipotezo smo postavili, kakšne metode smo uporabili in kakšni so bili naši rezultati. V zadnjem delu predavanja bi se pa rada skupaj z vami dotaknila tistega najbolj odprtega vprašanja. To je vprašanje družbenih posledic tovrstnih raziskav. Namreč v zvezi s temi vprašanji sama še vedno nimam odgovorov in zato bi bila vesela tudi kakšne diskusije oziroma komentarja z vaše strani. Predlagam, da kar začnemo. In sicer s prvim stereotipom, na katerega sem takoj na začetku naletela, ko sem omenila najbližjim ljudem, da me to področje zanima, s čim naj bi se torej ukvarjala. Mislim, da ta prvi stereotip oziroma prvi nesporazum najbolje upodablja en tak strip Vireja, ki ga lahko skupaj preberemo. Torej, poslanec v državnem zboru ugotovi, da je zaradi intervencijskega zakona prejel anonimno grozilno pismo od penzionistov. Kako pa veste, da smo bili ravno mi penzionisti? Kdo drug pa še zna napisati pismo na roke? Prvi tak nesporazum je, da se jezikovna forenzika v bistvu ukvarja s pisavami in z zaznavanjem tega, kdo je nekaj napisal na podlagi tistega besedila, na podlagi pregleda, pisave ali pa črk, ki so bile tam uporabljene. Tega v bistvu ne počnemo. Takoj bom povedala, kaj pa počnemo, s čim se jezikovna forenzika ukvarja v najožjem smislu. Nekako bi lahko govorili o dveh vejah jezikovne forenzike. Tista najbolj zanimiva in atraktivna veja jezikovne forenzike je pridobivanje jezikovnih dokazov v nekem forenzičnem kontekstu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je raziskovalec soočen z izzivom ugotavljanja avtorstva nekega besedila, se pravi, zanima ga, kdo je neko anonimno besedilo napisal oziroma besedilo, za katerega ne poznamo avtorja. In sicer v največ primerih gre za anonimno grozilna pisma, se pravi, v tem primeru avtorju prav gotovo ni v interesu, da bi se podpisal. Pogosto se pa preiskovalci soočajo tudi z izzivom, recimo, ugotavljanja, ali je nekdo, recimo, napisal neko poslovilno pismo ali ne. Ali morda kdo drug, ki je želel to prikazati v tem kontekstu. Tako da to je nekako pridobivanje jezikovnih dokazov v forenzičnem kontekstu. Po drugi strani se pa preiskovalci soočajo tudi z raziskovanjem jezikovne rabe znotraj sodnih procesov. Pravzaprav je tega morda še nekoliko več. Namreč pogosto pride do te težave, da kar naenkrat na sodišču ugotovijo, da tisti, ki je osumljen, sploh ni razumel obsodbe, da gre za nematernega govorca in da ne razume dovolj dobro, zakaj gre, pa mu niso dovolj hitro ponudili pomoči. Recimo, drug tak izziv je, naprimer, ko prihaja do razkola med policijskim zapisnikom, se pravi tisto, kar policist zapiše, pa med dejanskim zaslišanjem. Zato, ker on ga je zaslišal, on je nekega osumljenca zaslišal ustno, pa je potem povzel svojimi besedami v zapisnik,
kaj je osumljenec dejansko povedal, kar ni vedno ustrezno. Tako da preiskovalca potem pokličajo in ugotavljajo, ali je bil policijski zapisnik ustrezno in dosledno zapisan, ali pa naprimer se preiskovalec seveda sooča z izzivom zaznavanja laži pri pričah, naprimer, in tako naprej. Ampak, takoj moram povedati, da to sta pravzaprav taki dve najožji veji jezikovne forenzike, ampak zelo podobne metode, ki jih bomo potem v nadaljevanju predstavili, uporabljajo tudi pri raznih drugih področjih, ki jih prav gotovo poznate. To je še en primer. En tak primer, res zelo razvpit, je bil francoski primer Omarja, Omar Mathieu. Torej, šlo je za primer, ko so neko gospo našli zabodeno v svoji hiši, se pravi v kleti svoje hiše, in na vratih te kleti je bilo z njeno lastno krvjo zapisano Omar Mathieu. Ta Omar je bil njen vrtnar in ona naj bi, torej preden je umrla, napisala svojo lastno krvjo, za koga je šlo. Takoj so seveda pridržali in zaprli tega njenega vrtnarja, Omarja Radada, ampak naknadno so uspeli dokazati na podlagi ene jezikovne specifike, da ni bil on. Namreč, ta Omar Mathieu, če ste se slučajno kdaj učili francosko, ima eno pomembno jezikovno napako. Namreč ta Omar me je ubil, je zapisan z ER na koncu, izgovori se enako, Omar Mathieu, se pravi pravilno, ampak ta ER je tako približno deluje v francoščini, kot če bi v slovenščini napisali me je ubil z ujem. In njegova obramba je uspela dokazati, da, se pravi, da žrtev ni bila sposobna narediti take jezikovne napake, da bi lahko dejansko to napisala. In da je verjetno, da obstaja zelo velika verjetnost, da je to z njeno krvjo naredil nek drug storilec, ki je hotel preiskovalce speljati na napačno sled. Zdaj pa se lahko posvetimo torej tem drugim širšim področjem uporabe teh podobnih metod. Gotovo ste spremljali razne afere v zadnjih letih povezane s plagiatorstvom. Zaradi tega je vstopil nemški obrambni minister, pa glavni pariški rabin, naša ministrica za notranje zadeve in evropski poslanec, in še bi tukaj lahko naštevali, tega je bilo res precej. Vse pravzaprav po zaslugi nekih precej natančnih, pa vendar robustnih programov za odkrivanje identičnih nizov znotraj nekega besedila. Ampak, recimo, take podobne metode statistične analize besedil se uporablja tudi, naprimer, na področju literarnih ved. Namreč obstaja kar nekaj avtorjev, tudi v zgodovini, ki si enostavno niso želeli objaviti svojega dela pod pravim imenom. Recimo v slovenskem prostoru sta to dva avtorja, Eva Paher in David Benjamin. Mogoče lahko pokažem, zakaj. Zato, ker recimo roman Eve Paher je pornografski roman. In lahko si predstavljamo, da verjetno avtorju ni bilo v interesu, da bi se razkril svojo pravo identiteto, zato je roman izdal pod psevdonimom. Tako da ravno tako, če bi torej mi imeli zdaj tukaj interes in če bi imeli neke potencialne osumljence, ki so ravno tako tvorili besedila, bi lahko s temi našimi metodami, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili, ugotovili, kolikšna je možnost, da je neko anonimno, recimo, besedilo napisal ta in ta avtor. V tem, kar se meni zdi posebej zanimivo, sta pa še dve področji, ki se pravzaprav ukvarjata z analizo besedil in ugotavljanjem avtorstva v besedil na področju gospodarstva. To sta področji kadrovanja in profiliranja strank. Korporacije prejemajo gore motivacijskih pisem, prošenj za službe. Tukaj se da zelo hitro na podlagi teh pisem že določati recimo profil kandidatov. Se pravi, iščete konkreten profil kandidata in na podlagi motivacijskega pisma imate že nekaj možnosti, da ujamete pravi tip kandidata oziroma pravi profil. Potem zadnje to področje je pa pravzaprav tisto področje, o katerem se najmanj govori, pa se
to vrstne analize največ izvaja. To je profiliranje strank. Zakaj gre? Mi vsakodnevno uporabljamo družbena omrežja, komentiramo na spletnih portalih, skratka, tvorimo neka besedila. In nam se ves čas zdi, da to počnemo zato, da naši prijatelji vidijo, kaj počnemo in tako naprej, kar je sicer res, ne? Ampak vsi vemo, da ti ponudniki družbenih omrežij ta naša besedila nalagajo, ne? In uspešno prodajajo korporacijam, ker naši profili so naši profili in tudi na podlagi naših besedil se da ugotoviti, s čim smo bili zadovoljni, kaj nas je spravilo v dobro voljo, kje so naše šibke točke, ne? In tako naprej. In na podlagi tega potem podjetja veliko lažje ustvarjajo svoje strategije ponudbe in oglaševanja. Toliko o področjih uporabe statistične analize besedil. Sedaj pa predlagam, da se kar vržemo v vodo. Moje vprašanje za vas, zato imate danes tukaj glasovalne naprave, je, torej, če bi se poskusili nekako uživeti v to situacijo, če bi želeli napisati anonimno grozilno pismo, ali bi v besedilu poskusili kaj prirediti? In če bi poskusili kaj prirediti, me zanima kaj. Jaz sem tako na pamet predvidela 4 možnosti. In to so, da naprimer, če bi želeli nekomu groziti, da bi se želeli predstaviti kot nasprotni spol, se pravi, bi verjetno, recimo, uporabili drug pretekli deležnik. Sem te opazovala, sem te opazoval in tako naprej. Druga možnost, ki se mi je zdela verjetna, ali kaj ne rečem, je, da bi morda želeli pravzaprav po mojem znižati stopnjo pismenosti, da bi mogoče kakšno vejico namerno spustili, da bi drugače črkovali določene besede in tako naprej, zato da bi ustvarili vtis nekega drugačnega profila. Zdaj, tretja možnost je popolnoma prepuščena vam, lahko da bi torej želeli spremeniti nekaj čisto drugega, ne vem, uporabiti neke specifične besede, ki jih sicer ne uporabljate in tako naprej. In zadnja možnost je, če se sploh ne strinjate s tem, oziroma pač kljub temu, da bi napisali grozilno pismo, ne bi spremenili nič. V tolažbo naj vam povem, da jaz pravilnega odgovora ne poznam, tako da res to, kar vi mislite, da bi se zgodilo, to je pravilni odgovor. Tako da vas kar prosim, da glasujete. Torej, A, B, C ali D. Ja, če bi lahko še eno naprej. Aha, zdaj grem eno naprej. Ja, sem to prej. Ja, zdaj pa prosim, če lahko glasujete, ja? Pridruženih je pa 38, pripravi še mogoče še kdo ni. Še kdo ni, dajte, mogoče še enkrat pritisnite vsi tisto svojo možnost, če mogoče komu ni prijelo. Tisto, kar ste zbrali, ima 36. Ste vsi ponovili? Pravi, da nas je 36. 35. Jaz se nimam v roki, to je glasovala. Mogoče. Ja, najprej nekaj. Ok. Kar, lahko pogledamo. Zadnjo možnost. Ajde, se je vzdržal. Dajmo, takole, pogledamo. Aha, zanimivo. Torej, od 37 glasov, jih je največ, torej največ vas je izbralo odgovor B, se pravi, da bi nekako priredili, jaz predvidevam znižali stopnjo pismenosti, se pravi, da bi nekaj namenoma napisali manj formalno, narobe, spet takega. Veselo ste tudi se odločali za spremembo spola, ali pa ste dobili idejo, da bi spremenili kaj čisto drugega. V tem primeru bi me tudi zanimalo, mogoče, če se boste opogumili takoj, ali pa potem v diskusiji, kaj bi spremenili. Zelo malo vas je pa izbralo odgovor D, torej, da ne bi spremenili nič. To je pravzaprav meni
zelo zanimiv rezultat. Posebej zato, ker lahko opazim nekaj. Da je velika večina odgovorov nekako zbrana v prvih treh možnostih, kar v vsakem primeru pomeni, da če bi se odločili napisati anonimno grozilno pismo, nekaj bi pa le želeli spremeniti. In to je tista prva stvar, ki si jo moramo tukaj zapomniti, da tisti, ki napiše anonimno grozilno pismo, torej hoče nekaj pri svojem jezikovnem slogu spremeniti. Zato ne smemo biti naivni, ker se bomo takoj v naslednjem koraku postavili v škornje preiskovalca. Predlagam, da kar to naredimo. Ali bom zdaj lahko... Aha. Takole. In zdaj grem lahko naprej. Tako. In že smo pri avtentičnem grozilnem pismu. Samo ne pozabimo rezultata glasovanja, ki smo ga ravno kar dobili. To je res avtentično grozilno pismo, ki je nekaj let nazaj prišlo v Državni zbor, namenjeno pač dvema poslancema. Predlagam, da si ga kar ogledamo. Torej, poslancama ga je nekaj povedal. Eden je pedofil, drugi je lahko dani desničarjem, ne podpirajte opozicije nego vlado, škoda metka za vaju, bom porabil kaj starega in zamodelega na koncu. Tako, opozoril sem vas, dajem vam še nekaj časa, da se spametujete, veliko ga ni, narod je v krizi, potem bom prišel in vas pospravil enega po enega, ali pa več naenkrat. Oče mi je razložil, kako so to delali leta 1945 na Pohorju, le premalo so jih, a tu smo mi, dolžnost in socializem kličeta, drugo generacijo in tako naprej. Verjetno ste si že ustvarjali neko predstavo o, bom rekla, ideološkem in patološkem avtorja besedila. Ampak zdaj tukaj nas bo zanimal predvsem jezik. In zdaj bomo mi rekli tako. Ravno prejle, pri glasovanju smo izvedeli, da nekaj želimo spremeniti pri pisanju grozilnega besedila. Najprej me zanima, kaj bi vam najprej padlo v oko? Katere strukture so čudne? Vaju pa vas. Aha, vaju pa vas, ta je zanimiva. Vaju pa vas. Aha, škoda metka za vaju. Opozoril sem vas, odlično. Ta se mi zdi tak primer nedoslednosti. Najprej po eni strani grozi dvema, po drugi strani je pa kar vse vas opozoril. Prav vse, ki se ne strinjajo z njim. Kaj, ta se mi zdi zelo dobra. Še posebej zato, ker ni na prvo žogo. Še bolj so pa... Pravopisne napake. Manjka vejca, magajna vejca, pa nek la. Tako bom porabil. Tako, socializem. Evo, sem jih že predvidela. Nisem pa tele vaše predvidela, bomo še kakšno rekli na to temo. Ne podpirate opozicije, nego vlado. Vse to so besede, ki nam padejo v oči in ki bi intuitivno nekako po zgledu ameriških nadaljevank obkrožili in rekli, verjetno torej gre za mogoče, ne vem, malo starejšega možakarja z recimo neko srednjim nivojem izobrazbe in tako naprej. Ampak hitro se moramo spomniti rezultatov našega glasovanja. Kaj nam zagotavlja, da teh napak ni namenoma naredil nekdo z visoko izobrazbo, vprašanje katerega spola in tako naprej. Ker take napake, če so padle v oko nam, potem obstaja velika verjetnost, da jih tudi avtor sam lahko nadzira. Zato je ta, kaj ne rečem, drugi stereotip, ki ga želimo razbiti, osnovan na čisto preprosti misli, da mora analitik pri analizi anonimnih besedil iskati strukture, ki jih ne avtor, ne analitik sam ne moreta nadzirati. Se pravi, tiste, ki nam ne padejo v oči na prvo žogo. To je tisto drugo spoznanje, ki se mi zdi zelo dragoceno in ki ga bomo zdaj naprej nesli skozi predavanje. Naj povem še to, da je bila prva analiza, ki jo nekako uvrščamo med forenzične analize, narejena že konec 19. stoletja. Izvedel jo je, mislim, da je bil meteorolog Mendenhall.
In sicer njega so nasplošno zanimali jeziki in zelo rad je imel nekako statistiko in rad je želel je izračunati, kakšne so statistične razlike med posameznimi jeziki, kako se na statistični ravni torej posamezni jeziki razlikujejo in potem je hotel še znotraj angleščine ugotoviti, kako se posamezni avtorji razlikujejo. In kaj je on naredil? Imel je eno čisto preprosto metodo. Štel je, zanimala ga je povprečna dolžina besed v posameznih literarnih delih. Primerjal je pa, mislim, da literarna dela Shakespearea, Bacona in Marlowa. Torej, štel je črke. Dolžina besed pomeni, ena beseda je dolga 3 črke, druga beseda je pa dolga 6 črk in tako naprej. In tukaj je pa število besed s tako dolžino na vertikalni osi. In kaj je ugotovil? Poglejte, Marlow ima tole zvezno črto, Shakespeare ima prekinjeno črto, ampak njuna krivulja je identična. Mislite, v bistvu na prvi pogled smo mislili, da gre za eno krivuljo. Torej, ugotovil je pretresljivo podobnost med povprečno dolžino besed pri Shakespeareu in Marlowu. In kar je še posebej zanimiv podatek, v luči dejstva, da je Marlow umrl bojda nekaj tednov pred izdajo prvih Shakespeareovih del. In to v sumljivih okoliščinah. Toliko jaz vem o tej raziskavi, bi pa predlagala, če je tukaj kakšen anglist, da zadevo ponovi, glede na to, da metoda pravzaprav ni zakomplicirana. No, toliko o izvoru in prvih poskusih statistične analize besedil. Sedaj pa z vsem tem vedenjem iz uvodnega dela povzamemo, kaj smo do zdaj ugotovili. Torej, če imamo besedilo neznanega izvora, uporabimo bodisi statistično obdelavo besedil, včasih tudi jezikoslovno analizo, tako kot smo videli tam pri tistem primeru Omar Mathieu, ker tam nam statistika ima kaj pomagati, zato, da bodisi ugotovimo najverjetnejšega avtorja besedila, ali pa v primeru, da nimamo recimo 5 potencialnih osumljencev, lahko določimo osebni profil avtorja besedila. V tem primeru nas bo zanimal njegov spol, njegova starost, izobrazba, regija, psihološki profil in tako naprej. Tukaj, na koncu tega uvodnega dela je treba dodati še eno, kaj rečem, pomembno dejstvo, namreč, da se z statistično analizo besedil ukvarjajo različna raziskovalna področja, različni profili raziskovalcev. In zdaj, programeri v povezavi, v sodelovanju z jezikoslovci ponavadi zgradijo zelo dobro nadzorovane eksperimente, kar pomeni, da zgradijo zelo lepo, veliko bazo besedil, in to bazo besedil zelo dobro označijo s tistimi podatki, ki jih želijo, in potem naučijo programe, torej pravilno razvrščati ta besedil. In tukaj oni res, mislim, na področju računalniškega jezikoslovja dosegamo praktično 100% zanesljivost pri ugotavljanju avtorstva besedil. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu eksperiment umetno zasnujemo. Vzamemo na primer 5 avtorjev besedil, za vsakega avtorja vzamemo eno knjigo, kar je veliko recimo besedila, in potem se računalniški program toliko časa s tem ukvarja, s temi besedili in jih melje in procesira po svoje, da nekako ugotovi specifike vsakega od teh 5 avtorjev, in ko mu damo 6. knjigo, za katero on ne ve, program ne ve, kdo od teh 5 avtorjev je dejanski avtor, bo praktično 100% zanesljivostjo to knjigo pripisal pravemu avtorju. Ampak problem nastane v tem, da realnost kriminalističnih preiskav pač ni taka. Kriminalisti, tako kot smo videli pri prvem primeru Omar Mathieu, nimajo možnosti vzeti 5 možnih osumljencev in za vsakega ene knjige, ki jo je napisal, in potem natančno primerjati teh besedil, ampak se pogosto srečujejo z zelo kratkimi besedili in predvsem zelo malo primerljivega gradiva. Se pravi, se nimajo na kaj opirati. Ampak kljub temu občasno jim uspejo, tudi na podlagi zelo malo gradiva, kakšne zelo uspešne raziskave. En tak primer je bil v
Veliki Britaniji, ko je raziskovalec Tim Grant pri primeru, Hodgsonovem primeru, uspel dokazati naslednje. No? Primer je bil tak. 16-letno dekle, Jenny Nicol, je seveda v razcvetu pubertete in vseh problemov, ki so s tem povezani, izginilo. In družina je nikoli več ni videla. Je pa nekaj dni po izginotju svojega mobilnega telefona poslala nekaj SMS-ov. Mislim, da staršem, svojemu stricu in eni prijateljici. Približno z neko tako vsebino, nihče me ne mara, itak sem vsem odveč, jaz bom kar šla, pa ne boste me več videli. Približno taka je bila vsebina teh SMS-ov. Kar se je preiskovalcem zazdelo tukaj v tem primeru čudno, je bila raba besed, teh majhnih besed, zato se mi je zdelo tako zanimivo, da ste rekli vas pa vaju, v bistvu zaimkov. Na nek čuden način je bilo z tega njenega telefona so bile uporabljene ravno te strukture mi, maj, svojilni, osebni zaimki in tako naprej, ker ona je bila ponavadi pisala v slengu svoje SMS-e. In ta raziskovalec, Tim Grant, je uspel dokazati ne to, kdo je avtor tega besedila, ampak uspel je dokazati, da ona ni napisala teh 3 SMS-ov. In na podlagi tega so potem kriminalisti nadaljevali preiskavo in prišli do pretresljivih podatkov, no, da je pač ta njen stric, s katerim je ona imela razmerje, želel, da se zadeva konča in da mu ni bilo nikakor v interesu, da ona o tem spregovori in zato se je znebil. In poslal te SMS-e, da bi še dodatno nekako preusmeril preiskovalce. Tako da v primeru, ko imamo opravka z zelo malo gradiva, je bistveno lažje izključiti avtorstvo, kot pa dokazati avtorstvo. Medtem ko pri statističnih analizah besedil je ponavadi obratno, lahko z veliko gotovostjo pripišemo avtorstvo nekega besedila. Sedaj pa predlagam, da gremo na ta osrednji del, ki ga predstavlja naša študija, enega konkretnega primera, ki smo ga poimenovali Volivci v trenirkah. Zanimiv je pa se mi zdi ravno zato, ker se nahaja nekje vmes. Ni umetno skonstruiran eksperiment, gre za avtentično situacijo, po drugi strani pa nimamo opravka s tako malo gradiva, kot bi bil en SMS, ampak smo lahko uporabili čisto normalne statistične metode, ki so nas pripeljale do nekih konkretnih rezultatov. Ta projekt sem izvedla v okviru podoktorskega projekta pri Zavodu za uporabno slovenistiko Trojina. In da majčkeno spomnim, koliko ste že pozabili, zakaj je šlo. Torej, na uradni spletni strani takrat največje parlamentarne stranke se je pojavil en zapis, ki je bil podpisan s psevdonimom in ki je zelo vznemiril slovensko javnost. Zakaj? Prva stvar je bila, da pravzaprav šlo je za interpretacijo, zakaj je nasprotna stranka dobila volitve. Prva interpretacija je bila, da je nasprotna stranka dobila volitve zato, ker si je kupila volivce s tujim naglasom, da so bili ti volivci oblečeni v športna oblačila oziroma trenirke in da so imeli s kemičnim svinčnikom napisano številko, ki jo morajo obkrožiti na glasovnici, kar je nekako namigovalo na nepismenost tovrstnih kupljenih volivcev. Potem, takoj v bistvu po tej objavi, jasno javnost je skočila v zrak, informacijska pooblaščenka je podala prijavo takoj zaradi sovražnega govora, ampak sodišče je prijavo ovrglo, zato ker, bomo videli tudi v zaključku, ker je to ponavadi usoda takih besedil, namreč gre za trk težnje po strpnem diskurzu in pravice do svobode govora. In v največ primerih prevlada pravica do svobode govora. Zato storilec ni bil kazensko preganjan, stranka ni bila dolžna objaviti tega imena, ampak to ni spremenilo dejstvo, da se je javnost še vedno besno spraševala, kdo je ta avtor bil. In zato smo se mi takrat odločili izpeljati to analizo. Bom zdaj pokazala po korakih, kako je zadeva potekala. Najprej smo postavili neko delovno hipotezo, zato ker smo v bistvu potrebovali dobiti
potencialne avtorje. Mi nismo vedeli, po medijih se nekaj špekulirali, kdo naj bi bil avtor, ampak nam to nekako ni ustrezalo. Zato smo postavili naslednjo hipotezo. Torej, če je avtor to besedilo anonimno objavil na uradni spletni strani te stranke, potem obstaja relativno visoka verjetnost, da je na isti spletni strani predtem objavil še kakšno besedilo pod drugim imenom oziroma pod svojim pravim imenom. In zaradi te hipoteze, to je bila naša delovna hipoteza, smo zajeli besedila, tako, v bistvu smo zajeli vsa besedila, ki so bila na tej spletni strani objavljena 3 mesece pred to objavo in 3 mesece po objavi spornega besedila. Na ta način smo dobili korpus 75 besedil, ki jih je napisalo 21 različnih avtorjev, oziroma gre za podatkovno bazo, ki zajema 55.000 besed. To je ravno dovolj za neko statistično analizo, bolje bi pa bilo imeti 10-krat toliko podatkov ali pa 100-krat toliko podatkov, ampak še enkrat pravim, šlo je za avtentično situacijo in toliko smo jih pač nabrali. Potem je prišel na vrsto en zelo pomemben korak, pravzaprav precej banalen, ampak besedila je treba pripraviti, jih vse pretvoriti v tekst, format, anonimizirali smo jih. Nismo želeli imeti opravka s konkretnimi tistimi podpisanimi avtorji, ampak smo vseh teh 21 avtorjev poimenovali s črkami od A do V, če se ne motim. In potem smo izpeljali še eno pomembno zadevo, to je avtomatsko oblikoslovno označevanje. Kaj to pomeni? Ko imaš enkrat tako bazo zgrajeno, jo spustiš skozi program, ki avtomatsko pripiše tiste lastnosti, ki smo jih včasih določali v osnovni šoli, če se spomnite, ko smo delali besednovrstno analizo. Vsaka beseda pripada neki besedni vrsti, ali pa samostalnik, ali pa pridevnik, ali pa glagol, če se spomnite. Pa ne samo to, lahko je samostalnik, pridevnik ali pa glagol, ima tudi neko obliko. Se pravi, če rečem pišem, to ni samo glagol pisati, ampak je to glagol pisati v prvi osebi ednine, se spomnite. No, in to nam danes naredi program Obelix, ki ga je naredil naš sodelavec Miha Grčar z Inštituta Jožef Stefan. In vse te podatke na koncu mi obdelamo, se pravi, če vzamemo konkretno, eno poved iz tega besedila, relativni zmagovalec predčasnih volitev je na volitvah prejel dobrih 300.000 glasov. Ta program razčleni vsako poved na besede, na enote, in potem vsake od teh besed avtomatsko pripiše vse te podatke, torej relativni. Potem v analizo ta beseda relativni ne bo šla samo kot beseda relativni, ampak bomo šteli tudi, to je pridevnik, torej, to je pridevnik. In sicer kakšen oziroma pridevnik v imenovalniku in tako naprej. Se pravi, vsa besedila ne bodo samo obdelana na podlagi teh besed, ampak tudi njihovih lastnosti. Se pravi, kakšen je delež pridevnikov, ki jih nek avtor uporablja v primerjavi z deležem glagolov, ki jih uporablja in tako naprej. Kako kompleksne so njegove povedi, kakšna je povprečna dolžina njegovih stavkov in tako naprej. Tako da imamo kar nekaj informacij, ki smo jih s to pripravo besedil dobili. Potem smo pa prešli na statistično analizo besedilk, to pa pomeni, da smo morali izračunati značilke, ni pomembno, to so pač lastnosti, ki jih je mogoče predstaviti v obliki neke vrednosti. Z drugimi besedami, to pomeni, da namesto da rečem, da ima nekdo bogat besedni zaklad, lahko rečem, da je raznolikost njegovega besedišča 0,38. Se pravi, te kriterije izračuna, te kriterije, ki jih želimo poiskati pri nekem avtorju, jih dejansko uspemo prešteti in izračunati. Ali pa, na primer, zanima nas, rečemo, namesto da rečem, ti pa res že zelo kompleksne povedi tvoriš, zato ker pač nekdo tvori dolge povedi, lahko program izračuna razmerje med številom besed in številom povedi. In na ta način dobi neko vrednost, torej kakšna je povprečna dolžina povedi, ali pa kakšna je povprečna dolžina besed, to je pač razmerje med številom znakov in številom besed. In na podlagi tega smo izračunali vse te lastnosti za anonimno besedilo.
Potem nas je pa jasno zanimalo, katero od tistih 21, oziroma katero besedilo 21 avtorjev je najbliže po teh lastnostih temu anonimnemu besedilu. In smo dobili še eno novo, tako dolgočasno tabelo, ampak tukaj so avtorji anonimizirani, torej razvrščeni po črkah, in zanimalo nas je, torej glede na delež različnih besed in tako naprej, kakšne so tiste razlike, in iskali smo najmanjšo razliko med anonimnim besedilom pa enim od tistih ostalih besedil, za katere smo pa vedeli, kdo so avtorji. In na koncu smo dobili takole razvrstitev prvih 5 avtorjev. To je pomembno, zato ker vsi ostali avtorji so tukaj na repu. In lahko vidite, da je en avtor precej više kot ostali. Torej, to je avtor, ki je imel daleč najmanjšo povprečno absolutno razliko glede na anonimno besedilo, ki je bila naša točka 0. To je kar dober pokazatelj tega, da obstaja velika verjetnost, da ta avtor besedila dejansko tudi je avtor anonimnega besedila. Ampak, ker sem poštena raziskovalka, moram takoj preiti na omejitve raziskave. Mi še vedno nimamo nobenega dokaza, da je dejanski avtor besedila sploh bil zajet v našo raziskavo. Tisto, kar smo mi zajeli za vzorec, je še vedno naša hipoteza, torej verjetno je isti avtor, torej avtor anonimnega besedila že kdaj prej objavljal na tej spletni strani. Nismo pa o tem prepričani in tudi nismo nikoli iskali odgovor na to vprašanje. In drugi problem, ki se mi zdi tukaj vredno izpostaviti, je problem več avtorskih besedil. Kaj to pomeni? Če imate vi neko parlamentarno stranko, obstaja velika verjetnost, da grejo vsa besedila, preden jih objavijo, skozi roke enega lektorja. Se pravi, verjetno nobeno od teh besedil ni čist samo besedilo enega avtorja, ampak je mogoče kakšen lektor dodal vsaj še kakšne vejce ali pa popravil kakšno črkovanje ali pa spremenil še kakšno besedo in tako naprej. Morda ne gre za usodne razlike, ampak tega ne vemo. Pomembno je, da se tudi tega dejstva zavedamo. In zdaj smo čisto na koncu. Rada bi samo še enkrat povzela, kaj smo na podlagi tega ugotovili. Prvo spoznanje je, da s kombinacijo jezikoslovnih in statističnih metod je mogoče z neko določeno verjetnostjo določiti avtorja nekega neznanega besedila ali pa na isti način določiti njegov profil, torej spol, starost, izobrazbo in tako naprej. Pri tem se je smiselno zavedati, da najbolj zanesljivi kriteriji za določanje avtorstva besedila zelo pogosto niso zaznavni s ročno analizo, se pravi s tisto analizo, ko bi mi obkrožili to čudne besede, pa rekli, na podlagi tega sklepamo, da gre za tega avtorja, ampak je treba besedila statistično obdelati. Kar pa pomeni, da potrebujemo zadostno količino gradiva, ker zanesljivost rezultatov torej je odvisna od količine gradiva in števila potencialnih avtorjev. Lahko si predstavljate, da tisti primer, ki sem ga prej dala, če imamo 5 potencialnih avtorjev, bo program pravilno pripisal avtorstvo besedil. Če jih imamo pa 1500, se pa ta zanesljivost temu primerno zmanjša. Tako da je tudi od števila potencialnih avtorjev odvisna zanesljivost rezultatov. In zdaj čisto za konec bi rada pravzaprav zaključila in predebatirala z vami tiste vprašanja, na katera sama nimam odgovora. Prvo vprašanje se nanaša na dolžnosti raziskovalca. V takem primeru, s katerim smo se zdaj skupaj tudi srečali, se pravzaprav vprašaš dvoje, vsaj jaz sem se. Ali smo dolžni izvajati take raziskave in v primeru, da dobimo rezultate, s katerimi smo zadovoljni, ali smo dolžni razkriti avtorja besedil, če smo prepričani, da imamo pravega avtorja besedil. Ali smo mogoče dolžni biti tiho, pa ga ne razkriti. Torej, kakšne so naše dolžnosti? Sploh glede na to, da take raziskave vedno imajo neke družbene posledice.
Mi smo pač skupina raziskovalcev, ki smo se oblikovali nekako znotraj fakultete za humanistične študije, filozofske fakultete in inštituta Jožef Stefan in ves čas iščemo neke družbeno relevantne izzive. Zato ves čas preučujemo tudi spletni diskurs, ravno zato, ker se vsak dan na spletu zgodi toliko novega. Imamo ves čas opravka, vsakodnevno se srečujemo recimo z nekimi takimi mejnimi primeri. Naprimer, da nekdo nekomu brez problema reče kreten. Pa kaj tem kretenom ni jasno? Pa dajmo še nekaj o homoseksualcih. Pa dajmo nekaj čez, ne vem katero politično opcijo, se vseeno. Ampak tako pač delajo, oni itak podpise ponarejajo in tako naprej. Ko je človek anonimno, skrit, doma za računalnikom komentira, kakor se mu zljubi in pač si dovoli kakršenkoli diskurs. To seveda ni sovražni govor, ki bi ga bilo smiselno kazensko preganjati. Je pa to zelo zanimiv diskurs zato, ker lahko na podlagi takega diskurza precej sklepamo o neki splošni družbeni naravnanosti. Po drugi strani pa naletimo tudi na take primere, ki so precej bolj ekstremni. Če se vidi, upam, da se, ta prijazna gospa, ki neguje svoj balkon, reče naslednje. Plin spustiti, ker drugače bomo mi počasi tepeni in zabodeni, saj jih je iz ure v uro več, kaj pa naši bogi otroci. To so pa tisti ekstremni primeri, pri katerih se že vprašaš, ali še lahko upoštevamo pravico do svobode govora, ali smo že prestopili mejo strpnega diskurza. Ampak vedno se moramo vprašati še nekaj, torej pravico do svobode govora vsekakor imamo. Po drugi strani pa zahteva po strpnem diskurzu je tudi enako močna, ampak ugotovili smo še nekaj, da pravzaprav se take ekstremne izjave včasih jih je celo bolj smiselno ignorirati, kot pa izpostavljati. Pogosto so to take izjave klic po pozornosti in če se jih lotimo analizirati in to pozornost damo. Če jih pa pustimo pri miru, pa pustimo, da jih enostavno odplakne množica besedil, ki naslednji dan nastane na spletu in na ta način potonejo. Pa če nam je to všeč ali ne. S temi besedami bi zaključila in se vam zahvalila za pozornost. Kakšno vprašanje? Ja. Zavodi se tako, recimo, za diplomske in magistrske in podobne naloge. To ima potem univerza bazo vseh teh besedil nekje in vsakič, ko nekdo vloži svojo diplomsko, primerjajo med sabo. Ja, nekaj let zdaj je to v navadi. V bistvu baze pa zanimivo ne gradi univerza sama, mislim, čeprav ima možnost, jasno, ima dostop do vseh teh besedil, ampak komercialni ponudnik tega programa. Ker v bistvu je on tisti, ki služi s tem in njemu je v interesu zbirati gradivo. Moram pa povedati, da so te programi za zaznavanje plagiatorstva pravzaprav precej na neki zelo osnovni ravni zasnovani. Iščejo identične nize besed, ponavadi. Ali pa tudi podobne besede, tudi če so uporabljene v nekem različnem vrstnem redu. Tako da nekaj zazna, ni pa prav zelo kompleksen tak program. Tako da tudi možno prelisiče, koliko jaz vem. Lahko jaz nekaj na vprašanje gledam na to. Glede na to, da se veliko nalog dela, tudi s pomočjo tuje literature, kako pa potem primerjajo slovenska besedila s tujimi besedili? Tega tudi jaz do potankosti v bistvu ne vem, ker ne poznam čist procesa preverjanja. Ampak enkrat sem bila na eni predstavitvi tega komercialnega ponudnika tega programa, in kolikor jaz vem, pač on reagira samo, če zazna identično besedo, kar pomeni v tem primeru, recimo, on lahko zazna ime nekega avtorja, ki ga tuje delo citira. Recimo, nekdo citira nekega strokovnjaka, in on to ime prepozna, recimo, tudi v nekem drugem jeziku. In če je prevelika podobnost v bistvu med pojavljanjem teh imen, ki jih izvirno delo navaja, pa tem delom, ki ga preverjamo, v tem primeru to zazna.
V drugem primeru pa ne. Se pravi, on recimo, no, ta program nima v sebi ugrajenega tega, kaj ne rečem, sposobnosti prepoznavanja pomena besed, da bi on na ta način ugotovil, ne, da smo nekaj prepisali oziroma prevedli. Vsaj, koliko sem jaz uspela izvedeti od tega ponudnika, ampak tudi njim ni zelo v interesu, da bi razkrivali, na kakšnem principu deluje ta njihov program, ker jim je v interesu prodati program, ne pa ga predstaviti širši javnosti. Ja. Ja? Katera vsa besedila pa ima tak program? Pač vse znanstvene članke, vse, mislim, velike tega gradiva, ki bi lahko vseboval, in pač me samo zanima, do katere mere pač vključuje to. Ja, kolikor jaz vem, gre za bazo znanstvenih člankov in vseh akademskih del, se pravi v bistvu vseh del, ki so nastala znotraj študijskega procesa, diplomska, magistrska in doktorska dela. Ne? Se pravi, to dvoje. Nekih verjetno strokovnih in poljudnih člankov niti ne zbirajo, zato ker jih ponavadi tudi v člankih ne uporabljamo, ne? Mislim, in jih ne citiramo. Kolikor vem, se pravi, ne spoznam se pa toliko dobro na ta program. Me zanima se, ker potem mora biti zakupati vse te članke, mislim, tudi stroškovne potem veliko nanese. Ja, točno to. Vprašanje, če jih zakupijo, ali se enostavno živijo od tega, vem, da pač en ponudnik ima monopol na tem področju in če ni bil enostavno on prvi, ki je s tem začel, in ko on nabira nove institucije, se pravzaprav pohvali s tem, da ima on največjo bazo in je novi instituciji v interesu, da se njemu priključi. Ravno zato, ne, in mu ponudi še svojo bazo, ne, se pravi vseh del. Tako da na nek način, mislim, da sta samo dva ponudnika, no, ki konkurirata na tem področju. Ja, mogoče samo to, večina besedil je itak prosto dostopnih, Evropska unija zahteva, da so vsa raziskovalna besedila prosto dostopna in glede tega pač dela nekaj koristnega. Na drugi strani pa za Boga človek mora to pogledati. Program ti lahko z rumeno označi nekatere poglavja, potem je pa treba zdravo pametno pogledati in še dolg časa bo to tako. Seveda. Tako da vsi tisti procenti, ki vam preletijo, da jih ignorirati. Mislim, po mojem, jih ni treba ignorirati, ampak točno tako praviš, pogledati, na kaj se je obesil. Meni so najbolj zanimivi ravno te šumi, na katere on nasede, mi pa ne. In se mi zdi, pogledajte, tukaj točno vidimo, zakaj je sam ga sebe prinesel okrog, mi se pa ne moremo. Tako da to se mi zdi pravzaprav zelo koristno. Bilo vprašanje, isti ste prvih dveh odstavkov, ki si jih pokazala, pa si potem označila besede, ki pritegnejo našo pozornost. Se mi je bila zelo signifikantna razlika. V prvem odstavku je bilo tega ogromno, v drugem pa komaj kaj. A to recimo lahko tudi pokaže na to, da se je nekdo lotil, rečemo, spremeniti svoj nivo znanja jezika, pa ni bil dosleden in lahko pač pokazal samo v enem delu. Jaz sem podobno razmišljala, ko sem to gledala, pa poleg tega je to grozilno pismo še malo daljše, kot sem ga jaz tukaj pokazala, tako da bi bilo smiselno celotno besedilo pogledati in mislim, da gre točno za kaj takega, ne vem. Jaz tudi tukaj gre za avtentično besedilo in nimam končnega odgovora na to, ali je avtor samo hotel prirediti recimo svoj profil ali ne, ampak se mi pa zdi, da je pozornost padala, kaj mi reče, ne? Tako da po mojem je nekaj na tem, ne vemo, nimamo pa odgovora na to. Kako je ime programa za besedne vrste in oblike? Obelix. Kaj pa če nekdo da prevesti, da v enem jeziku nekaj napiše, potem da pa to v Google Translate, ne? Ja. Potem takele kolobocije vam pride, jaz bi to rekla, da je bilo tam. Ja, točno. Jaz mislim, da tukaj nimamo šans, po mojem. Če to enkrat naredi, kaj? Če bi mi zdaj dali nazaj prevesti, v drugo smer bi dobili novo klobaso, ne, mislim, tako na kvadrat. Kot recimo nimajo šans, kot so bila na enem izobraževanju tam v Birminghamu in so tudi rekli, v forenzični fonetiki, oni zelo dobro prepoznavajo recimo glas in glasovne specifike, dokler se pravi nek storilec ne uporabi neke otroške naprave, ki popači glas.
ne vem točno, kako se ji reče in na kakšnem principu deluje, ampak da v bistvu, ko nekomu hoče groziti, pokliče iz telefonske govorilnice in zagrozi s tisto napravo na ustih, ki mu popači glas. V tem primeru vse njihove metode fonetične analize besedil odpovejo. In po mojem tudi v tem primeru, no, prevajanja diplomskih nalog, grozilnega pisma prek Google Translate, ne vem, bi morala prav razmisliti, da bi mogoče prišla do kakšne ideje, kako bi se pol s takim besedilom lahko spopadli, no, ne vem, ampak tako na prvo žogo bi rekla, da imamo šans. No, pa meni se pa zdijo ti programi zelo koristni, ampak še vedno je pa tukaj vloga mentorjev, pa recenzentov, recimo pa članov, pa potem vidi iz tistega, ker namen, recimo pri znanstvenih delih, se itak pričakuje, da ti povzemaš tisto, kar so drugi že pogotavljali, da ne odkrivaš ponovno tople vode. Zdaj, pa v diplomah bi se pa preveč prepisvalo, če ne bi bilo teh programov. Ne? Zdaj pa od mentorjev odvisno, a bojo dopustili, da se bo cele odstavke prepisvalo. Tudi če se recimo stavki obračajo, je to še vedno isti tekst. In namen teh zaključnih izdelkov je, da naučimo študenta, da zna napisati neko zaključno delo, da zna povzemati, da zna strukturo. Zdaj, koga bo pa mentor vodil, je v bistvu od njega odvisno in te programi so zelo pomočni. Se strinjam. Če ne bi se pa to počez prepisvalo, da se celi odstavki... se strinjam in tako da to bi bilo treba osveščati. To vlogo mentorjev in recenzentov, da ne spustijo nečesa, in da res se gre čez in se pogleda, kaj je smiselno, da je prepisano dobesedno in kaj bi bilo treba. Ja, ker imajo študenti to čez drug odnos danes, da vseh besedil, ki jih tako hitro s pomočjo enega klika pač najdejo nekje. Na lepem pozabijo, da so mogoče še kaj dolžni tukaj vložiti to. Ampak v osnovi pa se strinjam. Jaz tudi mislim, da bati se nam res ni treba tovrstnih programov in tehnologije. Samo zavedati se moramo, da je še vedno, mislim, da so ti programi še vedno bolj neumni kot mi sami. In da samo mi lahko kritično preberemo neko besedilo. Tak program ga pač ne moramo. Ali se lahko to statistiko izračunaš tudi brez teh programov? Mislim, v bistvu, če bi si vzel čas, marsikaj bi verjetno lahko. Tako kot je naredil tisti gospod v 19. stoletju, bi pač preštel vse besede, ki se nekje pojavljajo, potem bi pa delal kljukce, besed, ki imajo 3 črke, je 17, besed, ki imajo 4 črke, je 32 in tako naprej in bi na podlagi tega ravno tako prišel do teh rezultatov. Potem imamo tam še eno mero, koliko je hapaksov noter. Hapaksi so besede, ki se pojavljajo samo enkrat v besedilu. Recimo, da samo enkrat porabiš besedo izjemoma. V tvojem primeru je potem beseda izjemoma hapaks. Ne da je v kakšnem drugem besedilu beseda izjemoma hapaks, ampak v tvojem primeru. In potem šteješ, koliko je besed, ki se pojavljajo samo enkrat v besedilu in tako naprej. Na podlagi tega bi si pač vzel malo več časa in bi lahko preštel, kar bi želel. Tako da v bistvu bi lahko. Ja, mogoče veste, da bi se ta forenzika uporabljala v kakšnih preiskavah, ki niso umori, recimo pri sovražnem govoru, ki ima, da je zelo pogosto težko najdeti avtorja zaradi anonimnosti. Ali ker se sklicujejo, da niso oni. Mislim, pri sovražnem govoru je v bistvu treba biti zelo previden, ker jaz sem gledala prav ene podatke Mirovnega inštituta za pretekla leta. Obstaja zelo veliko prijav zaradi sovražnega govora in zelo malo obsodb. Recimo, da je tako razmerje 90%, recimo, se pravi, 9-krat več je prijav, kolikor je na koncu obsodb zaradi sovražnega govora. Ravno zaradi pravice do svobode govora. Ampak tam, kjer pride do obsodbe, kadar res lahko v pravnem smislu rečemo, da gre za sovražni govor, tam tako niti ni toliko treba ponavadi uporabiti teh metod, zato ker ima policija pravico, da recimo skrbnik spletne strani razkrije identiteto avtorja. Medtem ko v primeru, da gre samo za žaljivi govor, nesprejemljivi govor, pa skrbnik spletne strani ni dolžan razkriti identitete storilca in v tem primeru je mogoče celo bolj smiselno uporabiti take metode.
Ja, jaz malo delam na tem področju in v bistvu, v bistvu pač je velik problem. Če se podpiše nekdo z imenom pa priimkom, je vseeno se lahko sklicuje, da bi nekdo skočil čez okno noter in z njegovim Facebook profilom to napisal. Tako da bi bilo veliko pomoč, mislim, da v številnih primerih. In tega pregona mislim, da je tudi malo lik zaradi takih zadev tudi. No, zaradi številnih drugih. Ja, točno to. Tako da bi mi bilo zanimivo, če bi bilo kje v tujini, kaj še take, Mislim, kakšni take podatke. So na voljo in tudi mene bi zanimalo, če a vi se ukvarjate s tem kot pravnik ali kot... Na prijavni točki spletno kodo. Odlično, super, No, sej, s vami smo že bili v stiku, no, tako in tudi verjetno ste v stiku z Darjo Fischer, ki je vodja tega projekta, Nesprejemljivi diskurs. Tako da v bistvu tukaj, po mojem, se da zelo veliko že na tej ravni narediti in krasno je, ker vi zbirate to gradivo. Več kot tega gradiva, bolj zanesljive so vse nadaljne analize. Manj, ko ga je težje na podlagi par primerov sklepati o vseh ostalih primerih nesprejemljivega diskurza. In jaz mislim, da je problem ravno to, ta mejna kategorija nesprejemljivega, žaljivega diskurza, ne toliko teh nekaj primerov sovražnega govora, ki na koncu so obsojeni. Ja, v bistvu pri nas sploh ni. En primer je bil, za katerega vemo, da je in še tisto je pol bilo razveljavljeno, tako da pri nas praktično ni pravne prakse. In v bistvu ne gre toliko za to, da ne bi bilo določeno, da bi bilo pač ta težava svobode govora, ampak pač niti ni neke volje, da bi se sploh preganjali. In je bolj ta problem. No pa kakšno? Ne, če imate še kaj, bom pol vprašala. Mene zanima, recimo, kakšno je pa vaše mnenje glede tega, ali se splača primere, ki jih vi zaznate kot problematične, izpostavljati, ali se jih splača ignorirati zato, da potonejo? Ja, to je težko vprašanje. To sem tudi mislil še dodati, da je problem pri tem, da se jih pusti, da se potonejo, da se to normalizira. Ker zaradi tega, ker Sloveniji nihče ni potem odgovarja za svoje besede, čeprav so pač, da jih treba vse pobiti po vrst struh po to. Je potem nekako to, pač vse lahko rečem, da se ne bo zgodilo, ker je res. V praksi je to res. Ni sploh nikjer nobene meje. In to je... Se pa strinjam, tudi en primer iz Anglije sem slišal, ker je pač nek poslanec je bil dejansko obsojen, zato ker je nekaj, pač ne vem točno kaj, nekaj zelo radikalnega govoril in do takrat je videlo 100 ljudi to na Facebooku, pol pa 10,000, mislim, da 100,000. Res pa je, da je bilo pač vsem to sporočilo, da je bil pač obsojen, da to ni bilo v redu. Tako da tudi če zelo veliko več ljudi vidi to in tudi če je pač tisto ponosen na to, je mogoče še zmerlo smiselno. Da spremeni neke prakse oziroma mogoče malo prebudi ljudi iz nekih automatizmov, na kateri sploh ne pomislijo. Je pa zmer zelo burna debata. Se strinjam. Se upravičujem. Jaz sem samo hotela v bistvu, kako bi konkretno vi lahko to uporabljali na področju žaljivega govora na spletu. A vi bi prav iskali avtorje tega teksta ali bi profile bolj iskali, ali kaj pa bi potem mogoče glede na to lahko se nagovorili tako skupino ljudi z nekimi, ne vem, projekti, kjer bi se jih, ne vem, izobraževali, ne vem, pač jim dali kar radio, da tega ne bi če. Po mojem je res tukaj treba točno pogledati, za katere primere gre. In pogledati, ker včasih so avtori, sploh niso neznanka, avtori, ki širijo sovražni diskurs, se ne počutijo problematične sami na sebi in se čisto lepo razkrijajo z imenom in priimkom in v tem primeru sploh ne gre za izziv ugotavljanja avtorstva besedil. V tem primeru, jaz ne vem, lahko recimo bi šli tudi profilirati take avtorje, obstajajo take zanimive raziskave, ki so kaj naredile, kako so izdelali psihološki profil nekih problematičnih avtorjev. V bistvu so avtorjem, nekim znanim avtorjem so dali izpolniti nek znan psihološki vprašalnik, ki te na koncu privede do 5 različnih možnih psiholoških profilov, te kolerik, sangvinik,
pa tako naprej. In toliko avtorjem so dali ta vprašalnik za rešiti. Potem so pa v bistvu te rezultate povezali z njihovimi besedili in na podlagi tega naučili program, da je začel zaznavati psihološki profil avtorja, spet na podlagi teh statističnih značilnosti njihovih besedil. Če bi nas to zanimalo, recimo bi lahko kaj takega naredili, vprašanje, ali bi delalo ali ne. Kar se meni zdi v bistvu recimo najbolj relevanten doprinos takih raziskav je, da bi na podlagi že obstoječega problematičnega gradiva uspeli bolj učinkovito zaznavati nova problematična besedila. Da se ne bi toliko osredotočali na avtorje teh besedil, ampak na to, da, ker toliko novih besedil vsakodnevno nastane, da jih moderatorji ne uspejo nadzirati in da bi bolj učinkovito, avtomatsko lahko zaznali, kje prihaja do problema. Recimo, ne vem, kot ideja. No, tukaj glede na to, da ste nekako malo odpirali debato, se mi zdi, da če bi se nekaj tazga dal narediti, da bi to skoraj da bila neka dolžnost, pa recimo, da bi bilo dobro, da se družbeno tako vključi recimo to, ker ta žaljivi govor presega, mislim, ne spada po moje v to, svobodo govora, ker v bistvu širi nestrpnost in zelo pač niža nekako, ne vem, standarde in tako naprej, tako da glede na to, da moderatorji že obstajajo, se proti tem borijo, bi bila to v bistvu neka pomoč, tako da se mi zdi, to bi bilo lahko. Ja, se strinjam. V bistvu en tak poskus je že bil izveden, omenila sem že projekt Darje Fischer, ki se ukvarja prav z nesprejemljivim diskurzom. Drug tak projekt je bil pa en študentski PKP projekt, kjer so želeli, ravno to študenti fakultete za elektrotehniko, so želeli razviti program, ki bi zaznaval nesprejemljivi oziroma žaljivi diskurs, ampak v okviru tega projekta zadeva ni zafunkcionirala enostavno, to je bil pretrt oreh za tisto skupino. Stvari tudi pogosto ne delajo, kako bi si želeli. Kaj tazga počne, ne vem, Facebook, recimo. Ja, oni počnejo, ampak pač nimajo interesa, da bi se to potem odstranjevalo, ampak oni potem očitno že imajo, za angleščino, predvidevate, da obstaja. Ja. Gotovo, še bolj jih pa verjetno zanimajo take vsebine, ki se dobro prodajajo. Tako da verjetno imajo še več razvitih programov, ki pomagajo zaznavati, se pravi, našo dovzetnost za določene produkte, storitve in tako naprej. Ampak najbrž pa tudi kaj obstaja za zaznavanje nesprejemljivega, žaljivega govora. Se to najbrž, če že rečeš, da čisto vseh žaljivih govorov ne moreš sodno preganjati, ampak najbrž bi morali biti pa dva nivoja. Za en nivo je za običajno ljudstvo, ki seveda pljuje in šimfa in uporablja grde besede in šovinistične ne vem kaj. In za tukaj je najbrž pogosto najbolj, da se jih pusti na gmah. Ampak če pa to delajo mnenjski voditelji ali pa politični voditelji, tudi če to ni kaznivo, bi moralo biti zavržno. In to, da en voditelj politične stranke, recimo, uporablja en tak nedostojen žargon, mislim, da bi morali prepričati medije, da je to enostavno nesprejemljivo. Ona lahko levi, desni, se vsem kašni, ampak na tak način se ne sme govoriti. Mislim, saj nekomu na taki poziciji, To je popolnoma drugačen kontekst. To so dva nivoja. Eno je kaznivost po zakonu, druga stvar je pa zavržnost, etična in drugačna za ljudi, ki so na višjih položajih. Ja, se strinjam. Mislim na Facebooku, pa tudi samo veliko berem zadnje dni o Facebooku, o seveda njihovih programih za nadzor, pa tudi v eni dosti zaskrbljujoči zadevi, namreč na spletu so se ustvarile skupine enako mislečih, ki so skrajno zadovoljni s svojimi forumi, skupinami in podobno, in ki so seveda dostikrat zelo ekstremni. In tu je seveda Facebook in podobne korporacije izjemno interesu, ker seveda samo še ta prave reklame in gor dajo in produkte in stvari tečejo. Obenem pa
je tukaj lepo neka možnost, mogoče z vašimi programi, karakterizacije takih forumov, takih skupin. Morda pa bi bilo nekaznivo, se pravi, obenem pa zelo družbeno koristno karakterizirati posamezne diskusijske grupe in nenadoma bi nekdo, ki se skriva za pseudonimom, pravzaprav bil pripadnik neke skupine, ki bi bila statistično jasno pokazana, kakšne nazore. In morda bi ga potem lahko družba izločila, če so te stvari nesprejemljive. Ni se samo v kriminalnosti, ampak v dejstvu, da ti lahko statistično zelo signifikantno pokaže, za kakšne skupine gre, pa magari bomo optimisti tudi dobra strana. Se pravi, tudi pogrundaš, kje so konstruktivne zgodbe. To, mislim, absolutno se strinjam. Pravzaprav edina neznanka pri tem predlogu mi je, kako prepričati ponudnika, da se s tem strinja, ali ga ti neodvisno od ponudnika označiš. Neodvisno od ponudnika, gledaš javne facebookovske strani ali pa kako podobne. Ja, ampak znotraj Facebooka bo on še vedno nedotakljiv. Se Facebook ni anonimen, ne? Ja, razumem. Ja, se strinjam. Edin spet, mečken moramo biti spet previdni s tem, absolutno. Da ne delamo reklame promo, ne? Ja, in konec koncev zelo hitro, mislim, smo spet na spolskem terenu, zato kar moramo paziti, da pa, hitro bi nam nekdo rekel, da je kdo koga medijsko linčal in tako naprej, in da gre za neko zaroto proti nekomu in tako naprej. In spet moramo po mojem paziti na svoje pristojnosti in kaj najbolj, ampak se strinjam. Ne si poveš samo rezultate, brez vrednostnih stop. Točno to. Potem vrednostnih stop, da je pa lahko ustvarjam še naprej. Ja. To mi je odličen. Zaključno vprašanje. Še sem mogoče na vprašanje. Tukaj pa rečemo cena ene take raziskave, čisto konkretno. Da en meni napiše grozilno pismo in jaz obrnem na vas, da najdete mogoče nekega potencialnega cena, ki je tle spisal. Koliko to v bistvu mene košta? Poskušam to preračunati ure. To sem raziskavo izpeljala medtem, ko sem bila na porodniška. In to nekako ni šlo v tisti strogo službeni čas. Ker to je bila v bistvu dodatna raziskava, ki je bila pač družbeno relevantna in se mi je bila smiselno, da jo speljem. Ampak mogoče tako lahko preračunava v čas, bo lažji. Ker nikoli nisem še nikomor nič zaračunala za tako raziskavo, tako da nimam tega podatka. Ampak recimo, da pripraviš besedila, je kar nekaj ročnega dela, čeprav vse zgleda, da poteka avtomatsko, ampak recimo, da imaš, ne vem, par dni dela s tem, recimo. Potem pa, jaz vedno sodelujem s tem programerjem iz IOS, ki porabi še recimo 3 dni za to. Zdaj, ko imava v bistvu izpostavljene značilke, se pravi kriterije, ki preverjeno, vsaj za enkrat, delujejo bolj ali manj, pri profiliranju ali pa pri ugotavljanju avtorstva besedil. Tako da po mojem, recimo, če pogledamo, vem, da gre za 1 teden do 10 dni dela, po mojem, ampak to zdaj tako govorim na pamet, ker nimam opravka s konkretnim izzivom. Ampak recimo, da gre za 10 dni dela, preden prideš do nekega takega rezultata, ki pa seveda ni 100% zanesljiv, oziroma zanesljivost je spet odvisna od okoliščin. To si rekla. To malo vprašam tudi, ker tudi sam sem raziskoval in na koncu se vsak vpraša, koliko bo to stalo, pa ti moraš to zagotoviti, da to dela. Tle pa v bistvu je ful težko, ker ti mu lahko rečeš verjetnost je 50%, da ta je in pa čisto na tepe, zato verjameš. Ja, točno to, ampak tle se mi pa res zdi, da moramo biti pošteni, mislim, se zato pa ne prodajamo tako dobro teh svojih storitev, ker bi verjetno tako isto raziskavo lahko drugače zapakirala, pa se delala, da je 100% zanesljiva, ampak ne znamo drugače, kot da povemo vse omejitve, pa vse svoje dvome. Kakšno vprašanje? Se vam jaz najlepše zahvaljujem. Enako, z veseljem.